Se vam je kdaj zdelo, da ste izstopili iz otroške zgodbe, a vas telo še vedno drži v njej? Kaj se zgodi po srečnem koncu? Pravljice nas spremljajo od otroštva. Učijo nas razlikovati med dobrim in slabim, med nevarnostjo in varnostjo. A ne povedo, kako živeti naprej, ko ogenj v peči ugasne, ko volka ni več, ko se starša pobotata in vsi rečejo: zdaj je vse v redu. Ni vsak konec pravljice tudi konec telesne zgodbe. V resnici je to šele začetek. Pravljice se končajo, življenje pa gre naprej, pogosto v tišini, s telesom, ki nosi posledice, in s srcem, ki se uči znova zaupati. V tej hipotetični zgodbi se Janko, Metka in Barbara, Rdeča kapica, po letih molka srečajo s tem, kar so preživeli. Ne v besedah, v svojih telesih. Zato, da bi tudi vi lažje razumeli, kako otroštvo oblikuje sedanjost. Razumevanje skupaj z nižanjem SMA in višanjem čustvene zrelosti daje moč spreminjanja podzavesti in s tem prihodnosti. Če to želite ali potrebujete, vas danes vabim v svet AEQ pravljic za odrasle. Na srečanju, ki se je zgodilo nekaj dni po koncu šole čustvene preobrazbe, Janko, Metka in Barbara prvič ne bežijo, ne rešujejo, ne prikrivajo. Tokrat so pripravljeni začutiti in razumeti. V svetu, kjer je zunanjost postala pomembnejša od občutkov, številni odrasli še vedno nezavedno živijo v zgodbah, ki so jih oblikovali v otroštvu. Pravljice, ki so jih poslušali, ko so jim odrasli interpretirali posledice medsebojnih odnosov, ki so se jih sramovali ali skrivali bolečo resnico, in dogodki, ki so jih doživeli, niso ostali v preteklosti. Telo jih ni pozabilo, le utihnilo je, da bi lahko takrat preživeli. A vsaka zaklenjena zgodba ostane ujeta v mišici, dihu, drži, tišini. Pravljice so oblika SMA, način, kako kruta življenjska dejstva otroku predstavimo na zanj sprejemljiv način, da se iz njih nauči temeljnih principov odraslega sveta. Težava nastane, če notranji otrok v procesu odraščanja ne odraste skupaj z njim in kot odrasla oseba začne pravljice zlorabljati. Tako začne nezavedno ponavljati zlorabo iz preteklosti, četudi je ta imela srečen konec, v sedanjosti, kjer srečnega konca ni več. In tako kot pravljice ponujajo vlogo, AEQ odpira prostor za tiste, ki si želijo iz nje izstopiti. Navodilo za samoraziskovanje. Ko berete zgodbo Janka, Metke in Rdeče kapice, opazujte svoje odzive. Kateri lik vas najbolj gane? Kateri vam gre na živce? Kdo vam deluje šibek? Kdo močan? Kdo vas spominja na vas in kdo na tiste, ki ste jih morali prenašati? Te razlike v občutkih niso nepomembne, so okno v delovanje vašega notranjega otroka, tistega dela vas, ki je bil nekoč ujet v pravljico, danes pa še vedno kroji vaše telo, odnose in vedenje, čeprav bi že moral odrasti skupaj z vami. Če v kateremkoli odzivu prepoznate čustveno napetost, odpor, sojenje ali prekomerno sočutje, je to lahko znak, da vaš notranji otrok še vedno entropično in slabšalno vpliva na vaše delovanje in vam tako povzroča kronične težave v sedanjosti ter napetostno pogojene izzive v prihodnosti. Zato zgodbo ne le preberite, ampak jo občutite. Tam, kjer vas nekaj zaboli, stisne, razjezi ali zmede, se začne vaše zavedanje. In z njim možnost spremembe,
kar je namen AEQ šole za čustveno preobrazbo. Ko se Janko, Metka in Barbara, Rdeča kapica, srečajo po koncu AEQ spletnega programa o vplivu otroštva na sedanjost. Na terasi kavarne, tik ob robu gozda, sedijo trije ljudje in volk. Njihove oči razkrivajo preteklost, njihova telesa pa pripovedujejo zgodbe, ki jih usta ne morejo zares ubesediti. To niso navadni ljudje, to so Janko, Metka, Rdeča kapica in volk. Prvič po dolgem času niso ujeti v vlogo. Sedijo kot odrasli, z rokami ovitimi okoli skodelic, v tišini, ki govori več kot besede. Jankov glas. Meni je bilo najtežje priznati, da sploh ne zaupam nikomur, reče Janko po dolgem premoru. Pogleda v skodelico, kot da išče dno, kjer bi našel pogum za naslednji stavek. Niti sebi ne. Leta sem mislil, da je moje telo močno, neuničljivo, pa sem bil ves čas zakrčen, pripravljen na boj. Komaj zdaj razumem, da sem bil ves čas utrujen, ker nisem nikoli spustil meča. AEQ mi je pomagal razumeti, da moč ni v trdoti, ampak v sposobnosti, da sprostiš. Z roko si gre počasi čez zatilje in nadaljuje. Ko sem bil otrok, sem hitro dojel, da moram biti tisti, ki drži skupaj, da ne smem pokazati strahu. Ko sem z Metko stal pred hišo s čokoladnimi stenami, sem vedel, da je nekaj narobe, a nisem mogel pokazati dvoma. Moral sem biti tisti, ki ima načrt, ki zna rešiti, ki bo odrezal verigo. In sem jo. Ampak česar nisem vedel je, da sem tisti dan verigo samo zamenjal, notranjo za zunanjo. Zrak med mizami postane težji. Jankov glas pa mehkejši. AEQ mi je pokazal, da moj trup ni več v hiši čarovnice, a se še vedno vede, kot da je. Vaje, počasne in zanesljive, so mi prvič dale dovoljenje, da ne reagiram, da opazujem, da čutim, kje sem napet, ne da takoj popravim ali se premaknem. Moj prsni koš, za katerega sem mislil, da je iz jekla, se je izkazal za ujetega. Dih ni tekel, bil je rezan, kot da bi vsak vdih moral dokazati, da sem še vedno močan. Ko sem prvič izdihnil, brez potrebe po obvladovanju, sem zarjovel, zaradi občutka, da me ni bilo dolgo, predolgo. Pogleda volka, nato Metko. Začel sem opažati, kako se ob dotiku tresejo moje mišice. Ne zunaj, znotraj. Ramena, kolena, celo dlani, kot da telo sporoča, ne zmorem več držati. In to je bilo zame novo. Dovoliti telesu, da reče, ne morem. Prej tega ni bilo. Prej je bilo samo moraš. Danes še vedno včasih po noči sanjam gozd. Ne kot kraj, kjer sem bil izgubljen, ampak kot kraj, kjer sem izgubil stik s sabo. Ampak zdaj se v sanjah ne skrivam. Hodim. Počasi. Včasih celo sedem in to je razlika. Ne bežim več iz zgodbe. AEQ mi je dal nekaj, česar prej nisem poznal. Občutek, da sem lahko v središču dogajanja, pa mi srce še vedno bije mirno. To zame pomeni svobodo. Rdeča kapica in Metka ga ne prekinjata, samo prisotni so. In Janko to prvič zares opazi in hkrati začuti. Ne da mora voditi, reševati se, dokazovati, da zmore ali skrivati. Metkina tišina. Po kratki tišini, ko se para iz skodelic počasi dviga, Metka nežno prestavi skodelico bliže k sebi. Njeni gibi so mehki, skoraj previdni, kot da se vsake stvari dotika z zavestjo, da je nekoč morala biti tiho.
Pogleda najprej v tekočino, šele nato v obraze prijateljev. Glas je sprva tih, a jasen. Pri meni je bilo vse od nekdaj usmerjeno k drugim. Že kot deklica sem zaznavala razpoloženja v prostoru prej, kot sem zaznala sebe. Bila sem tista, ki je blažila, pomirjala, zaznavala nevarnost, še preden je postala glasna. Prilagajala sem ton glasu, gib, celo dihanje, da ne bi preveč izstopala, da ne bi sprožila česa, kar bi bilo boleče. V hiši, kjer ima čarovnica oblast, je vsaka napaka draga. Aiku mi je prvič pokazal, da je varno obstajati tudi znotraj sebe. Njene oči za hip uidejo skozi okno. Nato se vrne v prostor. Ko sem začela izvajati vaje, sem bila v zadregi. Nisem vedela, kaj to pomeni, izvajati nekaj samo zase. Moje telo je bilo naučeno odzivati se, ne čutiti. Roke, ki so bile navajene prijeti za druge, niso vedele, kako nežno držati samo mene. Ko sem prvič skušala začutiti tla pod stopali, sem dojela, da sploh ne vem, kaj pomeni stati zase. Nasloni se nazaj, a njene drže ne določa več napetost, temveč tiha utrujenost, ki si končno upa obstajati. Bila sem vajena vedeti, kaj kdo potrebuje, a ne zato, ker bi znala, ampak ker sem morala. Bila sem tista, ki prinese vodo, ki pazi na bratove čevlje, ki ve, kje je ogenj in kje nož, a nikoli nisem vedela, kje sem jaz. Ko sem začela zaznavati svoje telo, me je preplavila tiha žalost, kot da sem našla nekoga, ki je bil ves čas tam, pa sem ga puščala zunaj. In ta nekdo sem bila jaz. Glas postane še mehkejši. Čuti se, da govori iz kraja, ki je bil dolgo zaprt. Ko si ženska, ki je bila že kot deklica mati vsem, gib postane oster, točen, a brez mehkobe. Srce utripa, a ne zate. Ko sem prvič počasi, res počasi, dvignila roko, samo zato, da bi čutila, kako se giblje zame, se mi je zlomilo nekaj v prsih. In prvič se ni bilo treba pobrati takoj. Aiku mi je dal prostor, kjer mi nihče ni rekel, kaj je prav, kjer se ni nič merilo. Samo čutilo. Pogleda v rdečo kapico in Janka, nato položi dlan na svoje prsi. Zdaj vem, da lahko občutim toploto, ne da bi morala hkrati skrbeti, da je kdo hladen. Vem, da lahko hodim počasi in ni nujno, da kdo zaostaja. Vem, da sem lahko nežna, ne da to pomeni, da sem šibka. Ničesar posebnega ne počnem, samo čutim. In to ni več luksus. To zame postaja del življenja. Vedno bolj se zavedam, kako sem zaradi te travme postala znotraj mrtva. Narcis. Zato sem se že prijavila na naslednji program, kjer bom spoznavala, kako oživiti notranjost in potisniti narcisa iz sebe in ga pustiti v preteklosti, kjer je oče, čarovnica in ta prekleta hiša iz sladkarij. Za konec izpovedi pove, da je imela že več obdobij, ko se je borila s prehranskimi motnjami in da jo ta del spreminjanja sebe še čaka. Nato še tiše doda. Če me danes kdo vpraša, kako sem, ne odgovorim več v redu. Raje se za hip ustavim. Včasih čutim mehko žalost, včasih val topline, včasih praznino in vse to je v redu, ker je moje, ker sem jaz in ker prvič vem, da obstajam, tudi ko ne delam nič. Barbarin prehod. Rdeča kapica pogladi rob skodelice in pogled usmeri proti gozdu. Tam, v zelenem, je tiho začela pripovedovati, ne z glasom, ampak z notranjim filmom, ki se je predolgo vrtel brez občinstva.
Ko so jo rešili iz volčjega trebuha, je bila tiho. Vsi so pričakovali, da bo jokala, kričala, objemala, a ni. Le gledala je. Strop, stene, mamo, lovca. Bila je rešena, a ni vedela, kam naj se da. Babica je jokala in vsem govorila, da bo vse spet v redu, da bo vse kot prej, a Rdeča kapica je vedela, da ne bo. Počasi je spet začela govoriti. Spet se je smehljala. A tisti smeh ni prihajal iz nje, prihajal je iz pričakovanj. Biti moraš hvaležna, so ji rekli. Bila si rešena. Ničesar hudega ti ni storil. Zdaj si varna. Lovec je postajal vedno bolj prisoten, bil je močan, prijazen, znal je pripovedovati zgodbe, mama ga je gledala kot odrešenika. Čez leto dni sta se poročila. Rdeča kapica je nosila cvetlično venčnico. Na vseh fotografijah se smehlja, ampak če gledaš dovolj dolgo, vidiš, da njene oči gledajo v prazno. Babica je zbolela nekaj let kasneje. Umrla je mirno v postelji. Rdeča kapica je ob novici samo pokimala. Ni čutila žalosti, ni jokala. Ni čutila nič. Bila je odsotna. V njej ni bilo več prostora za babico. Babičina zgodba se je končala. Njene pa še nihče ni poslušal. Ko je postala dekle, so jo starejši moški začeli opažati. Prijazna, nežna, lepa. Vedno tako lepo vzgojena. Njene prve 3 zveze so bile z moškimi, ki so že imeli otroke. Med njo in njimi je bilo več kot 10 let razlike. Vsakič je verjela, da jo bodo zaščitili, da jo bodo videli. Vsakič je postala njihova skrivnost. In vsakič, ko so se vrnili k svojim družinam, je ostala z občutkom, da je kriva. S fanti njenih let ni šlo, začutila ni nič. Nobenega vznemirjenja, nobenih metuljčkov. Pogosto jo je zagrabila nelagodna otopelost, kadar je bil kdo prijazen brez razloga. Tisti stisk v trebuhu, ki ga dekleta opisujejo kot zaljubljenost, je bila pri njej samo napetost. Ni pomenila nič, samo spominjala jo je, da mora biti previdna. Najbolj jo je begalo to, da je o očimu pogosto sanjala. V sanjah ji je zvečer prinesel čaj, bil je v lovski obleki kot včasih. Sedel je ob njej, jo pokril z odejo in ji bral pravljico. Vedno isto, o deklici, volku in lovcu. V sanjah se mu je stisnila k rami, on pa jo je nežno božal po laseh, dokler ni zaspala. Bile so tople sanje. In vsakič, ko se je prebudila, se je počutila krivo, a hkrati pomirjeno, kot da je vsaj v sanjah bila nekaj, kar je v resnici zmanjkalo, nekaj, kar je bilo bolj nežno kot nevarno. Opazila in vedno bolj je občutila, da to njeno mamo dela ljubosumno, da postaja trda, ko se očim preveč zanima zanjo, da govori z glasom, ki reže, kadar se Rdeča kapica nasmehne njegovim pripombam, da postane bolj prijazna do nje le, kadar jo lahko popravi, usmeri, zavrne. Takrat se je odločila. Izbrala je srednjo šolo, ki je bila dovolj daleč, da med tednom ni bilo treba biti doma. Rekla je, da želi samostojnost. A v resnici je samo želela dihati, brez občutka, da je motnja. Ko je na programu poslušala o čustvenem incestu, je vedno bolj razumela, kakšen je bil v resnici njen odnos z očimom. V študentskem domu si je postavila sobo kot brlog, kar je spoznala šele dosti pozneje. Tiho, brez barv, ničesar rdečega, ne mara rdeče. Nekoč jo je nosila, zdaj se ji zdi kot znamka. Še vedno je pridna, še vedno tiha, a zdaj vsaj ima tišino zase. Začenja razumeti, da volk nikoli ni bil pošast,
Bil je znak. Znak, da jo svet vidi kot plen. A ne le svet zunaj, tudi svet znotraj. Volk je bil materializacija odnosa njene babice in mame do nje. Obe sta ji vsaka po svoje tiho požirali otroštvo in jo potiskali v vlogo odrasle, za katero njeno telo še zdaleč ni bilo pripravljeno, da bi jo lahko čim dlje držali ob sebi kot otroka in vir mladosti zase. Ne zato, ker bi bila močna, temveč zato, ker oni dve nista imeli prostora zase, kaj šele zanjo. Nista imeli partnerjev, na katere bi se lahko naslonili. Nista si upali zahtevati, da moški poskrbijo za varnost, podporo, preskrbo. Zato sta breme naložili njej, deklici, ki bi morala šele rasti, a je morala že nositi. Babica s svojo narcistično ranjenostjo in patološko potrebo po pomembnosti je še na stara leta životarila v koči sredi gozda, sama, v postelji odrezana, a še vedno v središču pozornosti. Kdo sploh vztraja sam v gozdu, nemočen, a oblasten, in pričakuje, da mu majhna in ranljiva vnukinja prinaša košaro z dobrotami? Kaj je šlo babici skozi glavo, ko je tako trmasto vztrajala tam samotna, a grandiozna? In kaj je v tistem trenutku videla Rdeča kapica, ko so babičine oči postale volčje, velike, da bolje vidijo plen in zobje ostri, da laže grizejo otroštvo, ki ga je vnukinja nosila v sebi? Telo si je zapomnilo. Babica je videla in žrla njeno mladost, da bi lahko sama vztrajala. Še dobro, da jo je pred njo rešil lovec. Ob tem se Barbara spomni Ostržka. Tudi on je moral v notranjost zveri, v kitov trebuh, da bi rešil Pepeta, samomorilskega narcisa, ki mu je govoril, da je njegov oče. In danes, ko nam pogleda skozi AEQ očala, je vse jasneje, zakaj je Ostržek, ko sta se pred meseci srečala, že tretjič v nekaj letih izgorel, ker še vedno ne zna nehati ugajati. In zakaj je njena mama to dopuščala? Zakaj je hčerko znova in znova pošiljala med drevesa v nevarnost, brez spremstva, brez zaščite? Kaj v njej ni hotelo videti, da je to sistematična zloraba, ne tradicija? Morda je tudi sama, brez opore, brez partnerja, brez razmejitve z materjo, le nadaljevala, kar je bilo v njej vsiljeno, prenašanje odgovornosti na naslednjo, ker sama ni zmogla reči ne. Volk, ki je skočil iz sence, ni bil vsiljivec. Bil je potreba žensk 3 generacij, da nekdo, kdorkoli, zapolni praznino, ki je nastala, ko so si odvzele pravico zahtevati oporo od moških. In to praznino je zapolnila nevarnost ne zato, ker je bila nujna, temveč ker ni bilo druge izbire. Zdaj razume, zakaj je lahko razvila odnos z volkom, ki leži ob njej. Dolgo ji to ni bilo jasno, a občutek je bil močnejši od nje. In zdaj ve, da volk ni bil sovražnik. Bil je tihi zaveznik telesa, ki je razumelo več kot ona. Zdaj se uči, da ima pravico do boja, da izstopi z bojišča. In prav skozi AEQ program, skozi tišino AEQ vaj, počasnost gibov in bolečo resnico telesnih občutkov, je do konca dojela, zakaj sta jo babica in mama klicali Rdeča kapica. Ne zato, ker bi bilo to ljubkovalno ali prikupno, ampak zato, ker niste želeli, da odraste. Ker sta potrebovali nekoga, ki bo ostal deklica v vlogi, ne glede na starost. Nekoga, ki bo brezpogojno skrbel za njuno prihodnost, da se jima ne bi bilo treba soočiti z lastno preteklostjo. Rdeča kapica je bila simbol zvestobe, tišine in pripravljenosti na žrtev. Barbara pa je proces, ki se je odločil prekinjati to zvestobo, počasi, a nepreklicno.
in do konca spije čaj s pogledom v nebo. Ne išče ničesar, samo sedi. Občuti, kako ji je lažje, ko lahko iz telesa razlaga razumevanje preteklosti. Prijateljema Janku in Metki zdaj lahko govori mirno, ne da bi jo stiskalo v prsih. Razumeta jo, ne obsojata je. Vesta, kaj pomeni, ko otroštvo ni otroštvo, ampak vloga. Razumeta, da lahko nekdo trpi, tudi če je na zunaj vse delovalo najbolje, kot je mogoče. Da ni dovolj, da so vsi dali vse od sebe, ker če telo danes nosi bolečino, potem je nekaj ostalo, nepredihano, nezaznavno, neizgovorjeno. To ne prepreči bolečine, a prepreči, da bi bila sram. In to je začetek svobode. In to je več, kot je imela večino življenja. Takrat se svet spomni, da ji ni več treba biti rdeča kapica. In takrat se spet zave, da ji je ime Barbara. Volk je pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Ko so sedeli na terasi ob robu gozda, Janko, Metka in Barbara, je bil z njimi še nekdo. Ni sedel na stolu, bil je ob robu. Ležal je tiho, a navzoče. Njegove oči so bile odprte, a brez potrebe po nadzoru. Volk. Nekdanji simbol strahu. Danes spremljevalec. Volk. Imel je ime. Barbara mu ga je nekoč nežno izrekla in se ga od takrat naprej ni več bala. Imenoval se je Niko. Ni mu hotela dati imena iz glave, zato je čakala, da je izgovorila iz trebuha, iz telesa. Šele pozneje, ko je šla preveriti njegov pomen, je postalo jasno, zakaj. Ker Niko pomeni zmagovalec skozi ljudi. Ker je ravno stik in odnos z njim pomagal zmagovati nad vsem, kar jo je prej ločevalo od drugih. Barbara je vanj pogledovala z rahlim premikom glave. Nekaj v njej je vedno ostalo v pripravljenosti. Čeprav je vedela, da ni več plen, so deli njenega telesa še vedno reagirali ob misli na Nika. Spomin je včasih še vedno močnejši od resničnosti. Nihče ga ni predstavil, bil je del zgodbe, del sedanjosti in hkrati opomnik preteklosti, ki še vedno živi v telesu, ne v besedah. Janko ga je le enkrat pogledal. Skozi tisti pogled se je dalo razbrati več, kot bi sam kdaj rekel. Če si ti lahko zdaj tukaj, potem obstaja upanje tudi zame. Metka je sedela mirno, a njeno dihanje je bilo krajše kot prej. Prisotnost volka jo je spomnila na vse trenutke, ko je bila tiha, da bi ostala varna. Včasih glasovi drugih zakrijajo lastnega. Danes pa je vedela, da lahko diha drugače, počasi, zavestno. Niko ni prekinil njihovega pogovora. Bil je kot zemlja pod mizo, kot senca, ki ne skriva več, temveč blaži svetlobo. Ko je Barbara prvič nežno položila roko na njegovo glavo, je Niko le zaprl oči. Ni se umaknil, niti premaknil. Samo sprejel je dotik. In takrat se je med njimi potrdilo. On ni bil več tisti iz pravljice. Bil je tisti iz resnice. Niko je bil nekoč mladenič, ujet v svojo lastno samoto. Nevaren svetu, a še bolj nevaren sebi. Takrat še ni razumel, da njegovo renčanje ni orožje, temveč klic, da njegov pogled oster in trd ni napad, temveč obramba pred tem, da bi ga spet kdo ranil. Barbara ga je našla nekega jesenskega popoldneva. Bila je v procesu, ki ga je začela iz nuje. Brala je o stikih z notranjim otrokom, o tem, kako narava lahko odpre prostor za stik s sabo.
Ni več iskala rešitev, iskala je stik. Z vsakim korakom v gozd je začela ponovno hoditi skozi svojo zamrznjeno membrano. Takrat še ni vedela, da je vsak vdih, ki si ga ni dovolila, postal korak proč od sebe, da je gozd začela zlorabljati, tako kot je gozd pred leti zlorabil njo v pravljici. Hodila je vedno globlje v gozd, stran od poti, ko je nekega dne zaslišala tiho cviljenje. Njena dlan je zadrhtela, ko se je približala. V ušesih je slišala lastno kri. Medenica se je želela obrniti proč, a prsni koš in glava sta šli naprej. Bil je notranji razkol med begom in stikom, med instinktom in zavestjo. Začutila je, kako se fizična napetost bori proti neki globlji tišini, ki je vabila. Tam je bil. Majhen, umazan, nedohranjen. Volčji mladič, s pogledom, ki ni prosil, samo obstajal je. Njene noge so se ustavile. Dlan je sama od sebe segla k srcu in v istem trenutku je njen notranji glas zažugal: ne dotikaj se ga, to je volk, to je nevarnost, to je tisto, kar te je nekoč skoraj uničilo. Toda drugi glas, tisti tihi, potisnjen, je dejal: poglej ga, on ne napada, on trpi in spominja te nate, ko si bila sama, ko si čakala, da te kdo najde. Barbara ni vedela, kaj naj stori. Srce je razbijalo, v trebuhu se je vzbudil stari nemir, a ostala je, sklonila se je bliže. Volk ni bežal, ni se premaknil, samo gledal jo je in ona njega. In v tem pogledu se je nekaj prelomilo. Če ga pustim tukaj, ga bo noč vzela. Če ga vzamem sabo, bo noč mogoče začela zapuščati mene. Odeja, ki jo je nosila za sedenje v naravi, je postala njegov kokon. V njej ga je odnesla v stanovanje, kamor se je preselila po zaključku študija. Lastnik je pogledal bitje v njenem naročju in le izdahnil: zgleda, kot da sta našla drug drugega. Njihovo življenje z Barbaro se ni začelo z zaupanjem. Sprva je ležal pod mizo skrit v kotu. Opazoval jo je. Hodil je po noči, dihal je tiho, se izogibal dotiku. Toda ni renčal, samo bil je tam. In Barbara tega ni silila. Samo postajala je prisotna. Večer za večerom, dan za dnem. Včasih mu je pustila odprto okno, včasih odprta vrata. Nekaj časa sem verjel, da bližina pomeni past, da je vsak korak bliže človeku znamenje izdaje, ki šele čaka, da ugrizne. Ko je ona iztegnila roko, sem v sebi zaslišal nekdani krik tistega, ki mi je kot mladeniču ukazoval, da bodi tih, ne glej v oči, skri ranjenost. A ni se odzvala z močjo. Ničesar ni zahtevala. In takrat sem prvič pomislil, morda obstaja način, da si viden in ne tudi kaznovan. In ni šel. V njej sem prvič začutil nekaj, česar prej nisem razumel. Bo povedal pozneje. Da obstaja možnost, da ne boš porinjen stran. Da nisi pošast, ker si ranjen. Da ni treba renčati, da si opažen. To je bil zame začetek. Takrat sem prvič zaspal brez obrambnega polkroga okoli srca. Ko se je začela Barbara ukvarjati z AEQ vajami, je Niko najprej ležal poleg blazine. Ni razumel, kaj dela. A začel je čutiti, da se njena notranjost spreminja in da se s tem spreminja tudi on. Da ni več samo tih, da ni več samo prestrašen.
Začel je čutiti, da ona ne beži več iz telesa, zato ji je le še močneje zaupal in ji pomagal iti naprej po tej poti. In ko se je ona vračala v telo, se je on začel vračati k njej. In tako sta se vsak s svojo potjo začela učiti, kaj pomeni odnos. Brez mask, brez vlog, brez lova. Ko danes sedi ob njej in počiva s tacami pod sabo, ne počne ničesar junaškega, samo z njo je, in ravno to je tisto, kar je prej manjkalo. Zato je Niko lahko spregovoril, ne zato, ker je imel besede, temveč ker je skozi svojo tišino prepoznal, kar je Barbara dolgo skrivala, da tudi zveri želijo biti videne, ne kot grožnja, ampak kot del zgodbe. Takrat je Barbara globoko vdihnila. Njene oči so bile rahlo vlažne, a glas miren. Počasi sem začela razumeti, zakaj si ostal z menoj. Bil si moja razsvetljena priča, ne terapevt, ne odrešitelj, priča. Tisti, ki vidi, ki ostane, ki ne popravi, a tudi ne beži. Ob tebi sem prvič občutila, da me nekdo sliši brez potrebe po razlagi. Ne da bi moral razumeti, samo bil si tam in tvoje bivanje je bilo dovolj, da sem začela slišati sebe. Ko sem brala Millerjevo, sem prvič zaslišala stavek: otrok ne more zaceliti rane brez razsvetljene priče. In ti si bil to. Ko sem jokala brez zvoka, si ležal ob meni. Ko sem trepetala sredi noči, si samo dvignil glavo in obstal. Tvoje oči so mi govorile, da nisem nora, da to, kar sem čutila kot otrok, je bilo res. Da ni bilo preveč. Da je bilo samo preveč zame, takrat. In to spoznanje me je zlomilo, a tudi osvobodilo. Zato sem lahko vstopila v Ajku, ne zato, ker bi bila pripravljena, ampak ker sem prvič imela nekoga, ki mi ni rekel: bodi drugačna, ki me ni poskušal rešiti, ampak potrditi, ki me je zdržal. In v tem zdržanju sem se začela vračati. Najprej v dihanje, nato v hojo, nato v stik. In zdaj sedim tukaj, gledam vas in čutim sebe, ne več kot preživele, ampak kot tiste, ki začenjamo. Nato je pogledala Janka in Metko. Njeno telo se ni več držalo kot ranjeno, bilo je mehko, a pokončno. Dolgo sem verjela, da je težava v meni, da sem preveč občutljiva, da sem pretirano čustvena, da bi morala znati biti bolj trdna. A v resnici sem bila samo brez potrditve. Nihče me ni nikoli gledal s toplino in istočasno z močjo. Ti si bil prvi, Niko. Tvoje tiho opazovanje mi je dalo dovoljenje, da sem sama sebi verjela. In ko sem verjela, sem začela tudi raziskovati. Najprej malo, potem več. In zdaj vem, travma, ki sem jo živela, ni bila zgolj neprijetna izkušnja. Bila je sistemska ponovitev zanemarjanja, prikritega izkoriščanja in projekcij, in ker tega ni nihče potrdil, sem verjela, da sem jaz problem. Zdaj pa vem, nisem bila jaz kriva. Bilo je okolje, ki ni zmoglo biti odraslo, in to me je naredilo trdno navzven, a prazno znotraj. Zato me je vsaka bližina bolela. Zadrži sapo in potem nadaljuje. Ko sem začela z Ajku vajami, sem začela čutiti, kako zelo sem bila notranje mrtva, kako so gibi, ki sem jih izvajala, bili mehanski, kako ni bilo notranjega ritma in ti, Niko, si bil tisti, ki si ostajal, ko sem se tresla, ki si se usedel bliže, ko sem hotela pobegniti, ki nisi bil šokiran, ko sem priznala, da se bojim biti ženska. Zaradi vloge, v kateri sem morala vedno nekaj pomeniti, ker sem bila drugače nevidna. In to je bila moja največja rana, ne biti videna kot oseba, ampak kot vloga.
Kot nekdo, ki skrbi za druge, a je sama prazna. Ko sem to dojela, je nekaj v meni razpadlo. Ko sem prvič izvajala vajo na boku in sem podaljševala izdih, sem zaslišala njegovo tiho zavijanje. Neglasno, tisto notranje, kot da je dihal skupaj z mano. Takrat sem dojela, da nisem več sama. Pogleda Janka in ga rahlo nagovori s pogledom. Zato se mi danes ni treba več dokazovati, da sem vredna. In ko ne potrebujem več dokazovanja, tudi ne potrebujem več odnosov, ki to izkoriščajo. Zato sem danes tukaj, ne kot rdeča kapica, kot Barbara. In pripravljena sem začeti znova. Z nekom, ki me ne bo varoval kot plen, ampak me bo spoštoval kot bitje. Zato zdaj Niko leži ob njenem stolu, ne kot senca preteklosti, ampak kot temelj nove zgodbe. Ne več volčja grožnja, temveč čutna stabilnost. Ne več zver iz gozda, temveč stik, ki ostane tudi, ko vse drugo odpove. S tem njen glas utihne. Tišina ni več neprijetna, je kot zrak po dežju. Jankova stiska. Janko dvigne pogled. Njegovo telo je tiho, vendar nabito z gibanjem, ki se še ni sprožilo. To, kar si rekla, zdaj razumem, zakaj sem še vedno sam, reče Janko počasi. Njegov glas ima razpokano toplino človeka, ki je nosil preveč in ni imel komu predati. Nikoli si nisem priznal, da ženske v meni sprožajo nekaj, česar ne morem nadzorovati. Ne mislim telesno. Govorim o nekem zavrtem besu, o neizrečeni zahtevi, o krivici, ki jo nosim, a je ne znam postaviti predse, da bi jo lahko razumela. Zrak med njimi postane gostejši. Ne zaradi napetosti, ampak zato, ker nekaj, kar je bilo dolgo potisnjeno, zdaj prihaja na površje. V hiši čarovnice sem doživel nekaj, česar ne znam opisati z besedami. Ne gre le za strah, ne gre za lakoto ali past. Gre za to, da sem prvič v življenju verjel, da sem varen. In ko sem se sprostil, je prišel res. Sladkarije, toplina, nasmeh, potem pa kletka, veriga, ogenj. Ženske so me vedno privlačile. Njihova mehkoba, njihova moč, a vsakič, ko sem bil z njo, sem čakal, kdaj se bo prelevila v čarovnico. Nikoli nisem mogel zaupati, da prijaznost ne skriva kletke. Vsak dotik sem občutil kot test, vsak pogled kot zahtevo. Zato sem postal mojster nadzora. Vem, kaj reči, vem, kaj storiti, ampak nikoli nisem resnično prisoten. Sem tam, da me ne bi pogrešali, a nikoli tam, da bi me zares videli. Mama, ona se je strinjala, čeprav s pogledom, ne z besedo. Spomnim se njenih rok, vedno zasedene, z mesenimi rokami, s katerimi je gnetla testo, pletla, čistila. Vedno je imela nekaj v rokah, razen mene. Nje se nisem mogel oprijeti. Nikoli. Tudi tistega jutra, ko sem jo prosil z očmi, ne z besedami, ker sem že vedel, da besede pri njej ne delujejo, ni reagirala. Samo obrnila se je. V kotičkih njenih ust je bil sram, a v očeh prazen mir. Kot da si je rekla, če bo šel, bo tišina. In takrat sem se odločil, da bom raje jezen kot zapuščen. Jeza ima moč, zapuščenost samo votlino. Takrat sem prvič postal nekaj drugega. Nekdo, ki ne rabi, nekdo, ki zmore sam. In če ne zmore, naj je vsaj tako videti. Čeprav sem bil le otrok, ki je prvič spoznal, da ga tisti, ki bi ga morali zaščititi, raje ponudijo gozdu. Zato sem, ko je ženska ostala tiho, postal nevaren. Ne takoj. A nekaj v meni se je začelo kuhati. Nisem verjel v nedolžno tišino. Naučil sem se, da jeza boli, ampak molk ubija. Mama ni nikoli kričala, samo odmaknila se je.
In ko sem se vrnil iz hiše čarovnice, je bila v kuhinji, z rokami v testu, spet. In ko sem ji rekel, da sem tukaj, me je samo pogledala, kot da sem nekdo, ki se je vrnil s potovanja. Ne kot sin, ki je bil prodan v gozdu. Zato sem se odločil, da bom tisti, ki zapušča, da ne bom več tisti, ki je zapuščen. Ženske sem imel rad, samo dokler mi niso prišle preblizu. Potem sem jih moral zavreči. Ne zaradi njih, zaradi nje. Ker če sem jaz ostal sam v gozdu, potem naj bodo tudi one. Naj vedo, kako je, ko te nekdo ne drži. In zdaj, ko poslušam Barbaro in gledam tebe, Metka, kako si me v vseh teh letih še vedno sposobna pogledati z nežnostjo, me zagrabi ogorčenje, ne krivda. Ogorčenje in razočaranje, ker sem moral zanikati tvoj pogled, tvojo roko, tvojo bližino, da bi lahko preživel mamin molk. Dosti dela me še čaka. In to, kar si rekla, Barbara, o volku, da si ga najprej hotela ubiti, potem pa si v njem prepoznala del sebe, morda sem moral zdaj prvič začeti prepoznavati žensko ne kot zanko, ampak kot sočutje. Ne kot čarovnico, ampak kot nekoga, ki tudi nosi svoje rane. Morda zato ne ljubim, ker bi moral najprej odpustiti. Ne njej, sebi. Ker sem v sebi moral ubiti tisto nežnost, ki bi znala kdaj reči, oprosti, boli me. Zazre se v zdaj prazno skodelico, kot da išče dno, v katerem se zrcali nekdanji deček. Veš, Barbara, nadaljuje Janko z nekoliko mehkejšim tonom, ko sem te prvič slišal govoriti, nisem vedel, kdo si. Bil sem eden od tistih tiho opazujočih obrazov na tistem Zoom srečanju, ko smo Alešu postavljali vprašanja o dihalnih protokolih. Rahlo se nasmehne, a v očeh ni videti zabave. Je ganjenost. Tvoj glas me je presekal. Ne zaradi zvoka, zaradi vsebine. Govorila si o šibkosti, o tem, kako ne zdržiš imeti praznih pljuč, kako ti telo odpove ravno takrat, ko je treba zdržati brez udora. In ob tem si sedela pokončno, mirno, kot amazonka. Videti je bilo, kot da si neuničljiva, a govorila si o krhkosti. In to me je zadelo globoko. Zaljubil sem se, še preden si zaključila vprašanje. Pogledaj jo kot moški, ki vidi žensko. Ne v vlogi, ne kot nevarnost, ne kot zanko. Kot bitje, ki je zmoglo povedati resnico, preden jo je njeno telo do konca zanikalo. V tebi sem prepoznal nekaj, česar sam nisem zmogel. Pogledati navznoter in reči, ne zmorem. V tvoji iskrenosti sem prvič začutil, kako je videti moč, ko se ne skriva za obvladovanjem strahu pred njo. Tisto noč nisem mogel zaspati. Ne zato, ker bi fantaziral, ampak zato, ker sem prvič po dolgem času občutil željo, da bi me nekdo pogledal s takim pogledom, kot si ti gledala v kamero. Ne s potrebo, da bi dokazovala, ampak s prisotnostjo, ki je kazala, da ti ni vseeno, če boš razumela. Da si hotela naprej in tisti naprej me je poklical. Zrak postane lažji, Jankova prisotnost mehkejša. Besede ne padajo več kot obrambni zidovi, ampak kot drobci, ki sestavljajo stik. In če sem danes tukaj, je tudi zaradi tebe, ne zato, da bi te imel, niti zato, da bi te usvojil, ampak zato, ker sem se ob tebi prvič zavedel, da nečesa v sebi še nisem izgubil, da me ni v celoti požgalo. In to ni bila želja po ženski, bila je želja po tem, da sem lahko moški, ki čuti in da to ni nevarno, ne zate, ne zame. In ko je Metka danes tiho, ne čutim več, da me bo izdala, prvič čutim, da sem jaz tisti, ki mora spregovoriti in da je mogoče čas, da spustim meč. Ker ne stojim več pred pečjo.
In vem, da ne bom več dolgo sam, da postajam dovolj čustveno zrel za to, da bom z nekom. Mogoče s tabo. Rahlo se nasmehne, a v očeh ni zabava, je ganjenost. Pogleda Nika. In ko sem te videl, Niko, nisem čutil potrebe, da bi te izrinil. Čutil sem praznino v sebi, kjer bi moral biti nekdo kot ti. In takrat sem vedel, če bi mene kot otroka nekdo pogledal, kot si ti pogledal njo, ne bi danes govoril o samoti, govoril bi o bližini. Janko se nasloni nazaj. Telo ni v krču. Izdihne. In v njem je tišina, ki ne pomeni več nevarnosti. Metkina prisotnost. Metka je ves čas tiho. Ne zato, ker ne bi imela česa povedati, ampak ker se njeno telo še ni odločilo, ali bo zdržalo resnico, ki jo nosi. Njena drža ni napeta, kot bi bila pred meseci. Je kot vez med vsem, kar se dogaja za mizo. Kot da ve, da je njen trenutek tik pred vrati, a mora biti izbran. Ko Janko umolkne, se iz njega ne razlije obramba, temveč ranljivost. In to je trenutek, ki Metki da dovoljenje. Ne pogum, tega je imela ves čas. Dovoljenje. Da izstopi iz sence. Ko sva z Jankom hodila skozi gozd, sem bila jaz tista, ki je vedela, kje se svetloba lomi na listih, kje so pasti, kje so glasovi ptic pomenili varnost. Bila sem tista, ki je videla več, a nisem smela govoriti, ker če bi govorila, bi povedala, da mama ni bila žrtev, da je bila del načrta in da sem tudi jaz to vedela. Spomnim se trenutka, ko sva bila z Jankom že pripravljena na pot. Stala sva na pragu, mama je pogledala proč in s prsti potisnila robček v kot očesa. A solze ni bilo. Bila je gesta. Takrat sem dojela, ta prizor ni zame. Ta prizor je zanj, za očeta, za sosedo, za sram. Ni bilo v njej stiske, bilo je igranje. In jaz sem, stara 7 let, razumela, da me ta pogled ne bo zaščitil, da bo ostal tam, ko me ne bo več. In takrat sem nehala čakati na mater. Pogled ji ostane na dlaneh, ki mirujejo v naročju. Bila sem premlada, da bi govorila, a prestara, da ne bi čutila. Čutila sem, da oče ni sam v tej odločitvi, da je mama samo zaigrala nemoč, ker če bi jokala, bi nas morala zadržati. Tako pa je samo vzdihnila. In jaz sem tisti vzdih slišala kot pripoved. Ne reci nič, Metka, ne čuti nič. Zato sem se začela uriti v občutku brez odziva. Naučila sem se hoditi tiho, dihati tiho, trepetati tiho. Bila sem v svetu, a svet ni bil v meni. In ko sva stala pred hišo čarovnice, sem vedela, da greva naravnost v past. A bila sem dobra deklica, pridna, neproblematična. Zato sem se nasmehnila in rekla, poglej, Janko, sladkarije. Pogleda ga. Pogleda ga kot nekdo, ki je desetletja nosil krivdo, ker ni zakričal in zdaj ve, da morda niti ni mogel. Moj problem z moškimi ni, da jih ne bi znala ljubiti. Moj problem je, da jih najprej rešujem, potem urejam, potem prenašam. In ko se sesedem, jih preziram, ker oni niso čarovnice, so otroci in jaz jih hranim, kot sem nekoč njega, da bi ostali, da bi rekli, hvala Metka, brez tebe ne bi preživel. In ko tega ni, moja nežnost postane tišina. In ko se me dotaknejo, telo otrpne, kot da čaka, kdaj bodo rekli, da sem preveč. Zato nisem v partnerskih odnosih nikoli resnično ženska. Sem funkcija, sem vloga, sem opora, brez katere moški pade in ko ne pade, se sesujem jaz.
ker ugotovim, da sem vlogo ustvarila sama, da sem jo vsilila, da nisem znala biti le jaz in da če mi ni bilo treba dokazovati svoje vrednosti z neprestanim dajanjem, nisem več vedela, kdo sem. Zdaj njen glas ni več tih iz dvoma ali sramu. Je tih iz ranjenosti, ki se ne sramuje več tega, kar nosi, saj razume, zakaj je, kot je. In ve, kako to postopoma spremeniti in pustiti za sabo. Zato sem danes tukaj, ker sem začela razumeti, da čeprav sem preživela, nisem živela. Bila sem funkcija. In v AEQ vajah sem prvič začutila, ne kje sem napeta, ampak kje sem in kje me ni. In počasi, z vsakim gibom, z vsakim podaljšanim izdihom, z vsakim odporom do telesa, ki se ni hotelo dvigniti, sem začela vedeti, tam, kjer me ni, je nekoč nekdo rekel, ne bodi. Razlaga mi je dala okvir, vaje pa naslikale sliko, kako sem in zakaj. Sliko, ki jo lahko sama pogledam in bolje vem, kaj naj spremenim v okvirju in sliki, da bo na sliki še kdo zraven mene in da bom čez leto ali dve sama mati, ki ne bo ponovila travme otroku, kot jo je mati meni. Moja maternica je mehka in prazna. Ne ker ne bi mogla roditi, ampak ker se vanjo ni nikoli zasidral občutek, da bi smela zadržati. Vse življenje sem spuščala. Spuščala očeta, spuščala mamo, spuščala varnost, spuščala sebe. In ker se spuščanja ne da zares naučiti, sem ga ponavljala v vsakem odnosu, v vsaki vezi, ki bi me lahko nahranila. Ko sem prvič skušala začutiti tla pod stopali, sem dojela, da sploh ne vem, kaj pomeni stati zase. Naslednjič, ko sem počasi spuščala kolena proti tlom in čutila, kako se dlani potopijo v podlogo, sem se prvič v življenju počutila, kot da imam težo. Ne mislim mase, mislim obstoj. Bila sem tam. Moje dlani niso več drsele. Moje stopalo ni bežalo v stran. Prvič sem bila ne le v prostoru, ampak tudi v sebi. Metka obrne pogled proti gozdu, kot da preverja, ali je vse, kar je izrekla, ostalo tukaj. Nato se obrne nazaj. Nisem več sestra, ki čaka, da reši brata. In nisem več ženska, ki hrani moške, da bi ji pustili dihati. Diham. Sama. In to ni osamljenost. To je prostor, kjer mi prvič ni treba biti nekaj, da sem lahko nekdo. Pogleda Nika. Pogleda Janka. Pogleda Barbaro. Hvala, ker ste tukaj. Ne, ker me slišite, ker me čutite in ker jaz čutim vas. To je novost. Počutim se, kot da sem na AEQ programu. Nasmehnejo se. Izhod iz pravljice. Ko so skodelice prazne in zrak v kavarni postane topel od izrečenih resnic, nihče več ne govori. Sedijo. Ne kot liki iz pravljice, temveč kot ljudje, ki so se ji odločili ne slediti do konca, ampak iz nje izstopiti. Ne skozi vrata, temveč skozi telo. Barbara, Janko, Metka in Niko ne delujejo več kot simboli, temveč kot odtisi tistega, kar si nekoč bil. Otrok, ki je preživel z ustvarjanjem vloge. Vsak zase, a skupaj razumejo. Odraslost ni to, da znaš povedati zgodbo do konca. Odraslost je to, da jo nehaš ponavljati. In to je namen AEQ pravljic za odrasle. Ne, da vam povedo, kaj je res, temveč da vas pripeljajo do točke, kjer začutite, kaj ni bilo in začnete urejati, kar še lahko postane. AEQ ni razlaga, je izkušnja. Telo je že zapisalo vse, le razbremeniti ga je treba dovolj, da se vam spet upa spregovoriti. Če ste se med branjem te zgodbe ustavili,
Če vam je dih zastal? Če ste v katerem izmed 4 likov prepoznali nekaj, kar ne izgine, ampak še vedno vodi vaše odzive, izbire in odnose, potem je vaš notranji otrok še vedno prisoten. In prav zato vas vabim, da se mi pridružite v AEQ svetu.